Lepo pozdravljeni! Zakorakali smo zadnji mesec tega leta in to je 8. oddaja Aktualno na GFML. Tudi letos so v novembru potekali že tradicionalni Miklošičevi dnevi, letos namenjeni predvsem ustvarjalnosti, ki izhaja iz panonskega sveta. Miklošičevi dnevi so se pričeli s kratkim kulturnim programom ter razstavo književnih del ter drugega audiovizualnega gradiva pomembnih Slovencev z naslovom Ustvarjajoča pokrajina v čitalnici šolske knjižnice. Kulturni program je bil posvečen Mikiju Mustru, Janezu Puhu ter drugim slovenskim ustvarjalcem, predvsem Francu Miklošiču. Branjem pesmi, anekdot ter dogodkov iz življenja književnikov pa sta na kitari spremljala Primož Bencak in Mihael Hak. V sklopu Miklošičevih dni je bila organizirana predstavitev knjige našega profesorja, dr. Mirana Pucunje, z naslovom Slovenska kmečka kultura na Cvenu od zemljiške odveze do začetka 3. tisočletja. V naslednji izjavi nam profesor Pucunje zaupal, zakaj se odločil za tak naslov knjige. Delo ima ambiciozni naslov Slovenska kmečka kultura, s podnaslovom na Cvenu od zemljiške odveze do 3. tisočletja. Zakaj ta ambiciozni naslov? Namreč vendar jaz pristopam k slovenskemu kmetov, k slovenskemu kmetstvu, pa ni samo kmetov, preko kmeta, kmet je temeljni vozel in tega prihajam do cele plejade, ki se križa s tem vprašanjem. Ne? To je tudi meščanstvo, tu je tudi trški element, tu je tudi delavski element. Ni to samo Cven, to je smešno čuti, to je sebe analiza Cvena, ali pa Cvenar me je vprašal, naj mu dam zgodovino Cvena. Tu je tudi zgodovina Cvena, tu je tudi sociologija Cvena, tudi psihologija Cvena, pa ni samo Cvena. Predvsem bi jaz rekel panonske kulture in potem nekega paraleliziranja z ostalo slovensko kulturo, tudi hrvaško, tudi časti mađarsko. Tako da je ambicija dokaj široka, ne gre za neko vozlišče, neko presečišče, ki je temeljno vprašanje ni samo kmeta, ni samo od našega časa, tudi mogoče v bodočih generacij. V tem smislu je ta ambiciozna poanta tega naslova. Torej, ne čujem, da je to zdaj Cven, pa analiza Cvena. Cven je to zadnji. Bilo najboljše napisati ni Cven, človek. Seveda se, tako če bi rekli, vino je vino, ampak teran je teran, rebula je rebula, ljutomerski rizling je ljutomerski rizling, ampak vse je vino. Torej, tu je pa sicer Cven, panonska kultura, kmečka kultura, ki se pa prepleta in je potem pokazatelj raznih odmer v prostoru in času. Knjiga obsega skoraj 500 strani in govori o kmečki kulturi. Vsebuje pa tudi slovar narečnih besed. Profesor Pucunja nam je povedal, na katera obdobja je razdelil knjigo. Začenjam s sedanjim trenutkom, z najnovejšo dobo, se pravi do osvoboditve leta 1945, potem nadaljujem s okupacijo in potem odprem obdobje, ki je najobsežnejše, to je čas med svetovnima vojnama, potem pa z retrogradno metodo prodiram nazaj proti zemljiški odvezi leta 1848. Dotaknil se bom torej temeljnih vprašanj materialne, družbene in duhovne kulture in pri tem ekspliciral, kaj je bistvo tega človeka, torej kmeta v tem času in prostoru, kaj je njegova specifika, kakšne so njegove perspektive in kaj je tisto, kar ga dejansko nosi. Kljub temu, da je naš profesor ustvaril spoštovanja vredno dela, še vedno prisega na skromnost in toplino kmečkega doma. Malo v šali, malo zares je dejal, da je v nečem pa le prekosil pesnika Franceta Prešerna in sicer Premagal golfivo kačo. Na prireditvi je profesorju Pucunji za presenečenje zapel tudi mešani pevski zbor profesorjev gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Dijaki prvih letnikov pa so uprizorili stari kmečki običaj kožuhanja koruze. Kaj vi sta samo za okrastjo, ali kaj? Bote kaj špilali? Mi bi špilali, samo smo žedni. Daj, Terezi ga prinasi in nekaj zapiti, vedno role. Da pa zdaj gremo plesat, ne? Samo že potni delali.
petek je bil za nas, prve letnike, organiziran Miklošičev pohod. Kot vsako leto smo se peš odpravili v Radomerščak na Miklošičevo domačijo. Glavni koordinator tega pohoda je bil profesor Staša Pergar, ki je pripravil zelo zanimiv in poučen program. Ko smo prispeli na cilj, smo se najprej ogledali notranjost hiše, v kateri so razstavljene slike in predstavljeni pomembni dogodki in za nas pomembni podatki, ki smo se jih morali zelo dobro zapomniti, ker je po ogledu hiše sledil kviz o življenju in delu Franca Miklošiča. Po končanem kvizu se je vsak razred predstavil s točko, ki je bila nekako navezana na jezikoslovca, katerega ime nosi naša gimnazija. S pohodom na Miklošičevo domačijo smo razgibali telo in možgane in se naučili veliko novega. Za konec Miklošičevih dni smo se dijaki v kulturnem domu v Ljutomeru udeležili predavanja na temo nanodelci. Predavala je doktorica Maja Remškar, raziskovalka na Inštitutu Jožefa Štefana, soinventorica 7 slovenskih in mednarodnih patentov ter članica Republiške komisije za ženske v znanosti, ki ima nalogo izboljšati položaj znanstvenic v Sloveniji. V tem predavanju sem želela predstaviti nanotehnologijo širše z pozitivnimi in negativnimi vidiki. Kar se pa nanodelcev tiče, pa bi želela nekako opozoriti na potencialno nevarnost, da nanodelci pridejo v organizem. Nanodelcev je v ozračju precej zaradi prometa, zaradi gorenja biomase, nekaj pa jih je tudi že zaradi razvijajoče se nanotehnologije. Katere so pa glavne prednosti nanodelcev? Nanodelci imajo zaradi svoje majhnosti posebne lastnosti, recimo močno lahko povečajo topnost, imajo drugačne optične lastnosti, lahko povečajo trdnost materijala, lahko povzročajo tako imenovane kvantne efekte, vendar vsi ti efekti morajo biti na nek način obvladljivi, to pomeni, da jih uporabimo v prid našim materialom, ne pa v škodo našega zdravja. Kako pa vplivajo na naše zdravje? Če nanodelci zaidejo v organizem, jih ti naravni obrambni mehanizmi deloma lahko imobilizirajo oziroma izločijo, deloma pa vplivajo predvsem na notranje organe, na prenos signalov preko živčnih celic, lahko pa povzročajo tudi krvne strdke ali različne oblike rakavih obolenj. V 20. rojstnem dnevu naše države so dijakinje GFML pripravile razstavo. Razstavni projekt Stran 20, ki smo ga dijakinje GFML Petja Kolenko, Živa Moravec, Staša Vintar in Laura Vlaj, vse dijakinje 3. C letnika, naredile na pobudo profesorja Franca Čuša in s pomočjo koordinatorke Katje Sudec tematizira zgodovino Slovenije skozi več perspektiv. Projekt Stran 20 je v bistvu skupek različnih perspektiv in pogledov oziroma analiz na 20 let obstoja države Slovenije. Bil je tudi pripravljen ob 20. obletnici samostojnosti Slovenije in predstavljen junija meseca na zunanjem ministrstvu v Berlinu. Najprej smo šli v Muzej novejše zgodovine po ideje, kako bi mi vse to skupaj postavili. Kasneje pa smo začeli razmišljati o naših lastnih idejah, oblikovali smo plakat, zbrali knjige, gradivo, naredili anketo med dijaki po Sloveniji, kako si oni predstavljajo zgodovino Slovenije, kaj je za njih najpomembneje, in potem so te podatke analizirali in jih vključili v časovnico. Jaz sem izjemno zadovoljna, zaradi tega, ker prvič nisem pričakovala, da bomo začeli z anketnim vprašalnikom, ki se je razvil od marca naprej, čisto zaradi dinamike celotne skupine interesov in vprašanj. Gimnazija Ljutomer je ta vprašalnik s pomočjo oziroma pod mentorstvom profesorja Franca Čuša tudi razposlala na 500 gimnazijcev. To, da so pol gimnazijci oziroma da ste vi gimnazijci tudi to pol analizirali in zbrali skupaj ter pol poslali na Muzej novejše zgodovine, me še toliko bolj veseli. Kar pa me najbolj veseli pa je to, da se je na koncu izvedlo tudi ilustriranje te časovnice in je to po moje tudi en tak bistvenih produktov celotnega projekta.
Časovnica obsega natančno 20 strani, na katerih so v kronološkem redu zapisani dogodki od leta 1991 do danes. 20 stran časovnice pa ostaja nepopisana in nakazuje nadaljevanje. Kaj pa je mene osebno najbolj presenetilo pri tem, ko smo zdaj sodelovali pri razvoju celega projekta, je, koliko ljudi pa koliko dela stoji za tem, pa koliko časa se vloži v to, ko ne vem, je ena razstava, pa si jo greš pogledati, pa vidiš, kaj je en avtor, samo se ne zavedaš, kaj je v resnici tu sodelovalo, ne vem, 20, 30, 40 ljudi, ki so to delali 2 leti, pa na koncu mogoče končni izdelek sploh ni tako zapleteni, pa nekaj na veliko naredi, ampak je dejansko dosti dela s tem, ne, se zdaj komaj vidimo to. No, jaz pa upam, ker pride na našo razstavo kdo, ki se nauči, da najpomembnejša slovenska osebnost ni Damjan Murko. Mnogim krajem, ki jih osvajajo naši dijaki, smo dodali še enega, Berlin. 27. oktobra smo se 3. letniki v nočnih urah odpravili na ekskurzijo v Berlin. Po dolgi vožnji smo drugi dan prispeli v Dresden, ki je eno najlepših nemških mest, in si ga ogledali. V popoldanskih urah smo končno prispeli na cilj. Popeljali smo se skozi mesto Berlin ter se odpravili v mladinski hotel, ki je bil za naslednje dni naš dom. Po večeri smo se sprehodili po bližnjih ulicah in v kakšnem kafiču popili kavico. Naslednji dan smo si ogledali mejo, po kateri je potekal Berlinski zid, sprehodili smo se po aveniji Unter der Linden, mimo katedrale, nekdanje orožarne, opere, Humboldtove univerze, ambasad in spomenika holokausta do Potsdamskega trga. Za konec pa smo se podali še v podzemlje Berlina, saj smo si ogledali kompleks podzemnih bunkerjev iz 2. svetovne vojne. Po večeri smo se z avtobusi odpravili nazaj v mesto, kjer smo izkusili tudi nočno življenje tega čudovitega mesta. Vsi smo se zelo zabavali, zato je tudi čas hitro mineval in že je bil to zadnji dan našega bivanja v Berlinu. Tega smo izkoristili za ogled Pergamonskega muzeja, v katerem najdemo veliko ostankov iz antike in kultur Bližnjega vzhoda, kot so na primer Pergamonski oltar in Ištarina vrata iz Babilona. Povzpeli smo se tudi na televizijski stolp, s katerega smo si lahko ogledali velik del Berlina. Za konec pa smo se sprehodili tudi po nakupovalni aveniji Kurfürstendamm, kjer smo si še nakupili zadnje spominke. Čeprav je povsod lepo, je doma najlepše. In vsi smo bili veseli, da se vračamo domov, z veliko novega znanja in z željo, da vsem povemo, kako lepo smo se imeli v Berlinu. V preteklem mesecu so naši dijaki obiskali kar 2 parlamenta, najprej slovenskega v Ljubljani, nato pa še evropskega v Strasburgu. 11.11.2011 smo se učenci in predvsem debaterji gimnazije Franca Miklošiča udeležili razprave v Državnem zboru na temo Poslušajte nas. Vsega skupaj se nas je udeležilo precej veliko število dijakov in profesorica Martina Domanjko. Ko smo prispeli v Ljubljano, natančno pred sam parlament, je sledila registracija in ob 10. uri se je pričel program. Sledile so uvodne besede in predstavitev projektnih dejavnosti. Po uvodnih besedah pa je sledila prva točka pod imenom Strukture mlade participacije. Po končani predstavitvi gostov so sledila izhodiščne vprašanja, katere smo lahko postavljali tudi mi, udeleženci parlamenta. Sledila je tema socialna vključenost mladih, po manjši pogostitvi v predverju pa še zadnja tema, participacija mladih, mladi in participacije in mladi o participaciji. Ob koncu razprave smo naredili kratek povzetek celotne debate ter sprejeli 5 tez od 6. Za konec je sledil še sprejem poslanice Poslušajte nas in simbolični podpis poslanice. Tako smo tudi dijaki GFML uspešno zaključili razpravo v Državnem zboru. V nedeljo 13. in ponedeljek 14. novembra je v Strasburgu v Evropskem parlamentu potekala simulacija Evropskega parlamenta. Tokratno srečanje je bilo posebno, udeležilo se ga je 40 držav. Med drugimi so bile prisotne vse države Severne Afrike, celo Mavretanija. Zato se je Evroskola tokrat imenovala Euromed-skola. Našo državo Slovenijo je v parlamentu zastopala prav naša šola.
Udeležilo se nas je 5 dijakov, naša spremljevalka in organizatorka pa je bila profesorica Sonja Ferčak. Odločili smo se za finančno najugodnejše prevozno sredstvo, zato smo se na pot odpravili kar s taksijem. Okrog 16. ure smo prispeli v Strasburg, majhno mesto v Alzaciji, tik ob meji z Nemčijo, ki je znam predvsem po Evropskem parlamentu in okusnih čokoladicah, ki jih lahko kupiš na vsakem vogalu. Najprej smo se nastanili v hotelu Novotel, katera noč z zajtrkom nas je stala kar 150 evrov. Ja, res je, dijaki se moramo pohvaliti, da smo ta vikend preživeli kot pravi poslanci. Po nastanitvi smo se sprehodili ob kanalu reke Ren, zatem pa se z ladjico odpeljali po tem kanalu in si ogledali nočni Strasburg ter že spletali nova prijateljstva z drugimi udeleženci Euromed šola. Staro mestno jedro nas je navdušilo, sicer pa se temu ne čudimo, saj je pod zaščito UNESCO. Prejeli smo tudi pozdrav župana v mestni hiši. Naslednji dan, v nedeljo, smo se po zajtrku odpeljali v Evropski parlament. Dijaki smo kar občudovali parlament, kakor od zunaj, tako nas je navdušil notranji del. Vstopili smo v samo srce parlamenta, kjer se je vsak udeleženec usedel na svoj poslaniški stol. Najprej so nas pozdravili nekateri evropski poslanci in namenili nekaj besed. Zatem pa se je predstavila vsaka delegacija posebej. Tudi naš Zoran je predstavil našo slovensko delegacijo in to v super kratkih 14 sekundah. Zatem je sledilo kosilo, po kosilu pa je sledil glavni del Euromed šole. Razdelili smo se v skupine. V skupini Krog so govorili o izobraževanju in zaposlovanju v prihodnosti, v trapezu se je razglabljalo o dobrih in slabih straneh socialnih medijev in interneta, v triangelu so debatirali o migracijah in integracijah, tema skupine tako imenovanega diamanta pa je bila demokracija in enake možnosti za vse. V zadnji skupini Kvadrata pa so govorili o obnovljivih virih energije, transportu in okolju. Vsak posameznik iz delegacije je bil v eni skupini. Po skupinah smo debatirali in razglabljali o problemih. Zvečer ob 20. uri pa smo bili vsi povabljeni na slavnostno večerjo in zabavo, ki nam jo je pripravil Evropski parlament. Po nedeljah zjutraj smo se po zajtrku spet odpravili v parlament, kjer smo vse debate in razprave predstavili med skupinami in še enkrat vsi skupaj debatirali o svetovnih problemih. Okrog 12. ure smo se odpravili na kosilo v restauracijo Evropskega parlamenta. Zatem smo se vrnili v parlament, kjer je vsaka delegacija prejela svoj certifikat, nagovoril in pozdravil nas je predsednik Evropskega parlamenta, gospod Buzek, s katerim smo se nato tudi vsi skupaj fotografirali. Na koncu smo si še ogledali zasedanje Evropskega parlamenta, kjer smo videli tudi naše slovenske poslance. No, naj povem, da so skozi to šolo spletla nova prijateljstva, doživeli smo nekaj nepozabnega, vikend je bil res izjemen. Seveda smo se tudi veliko naučili. V petek, 25. novembra, je na našo šolo prišla gospa ministrica dr. Ljubica Jelušič. Ministrica je na naši šoli imela predavanje namenjeno 4. letnikom, ki so si izbrali na maturi predmet zgodovino ali sociologijo. Tema predavanja je soopadala z tematikama predmeta. Gospa ministrica je predavala na temo Slovenske vojske v vlogi doma in po svetu ter v okviru mirovnih sil NATO. Zagotovo so mednarodne operacije in misije, v katerih sodeluje Slovenska vojska, ena od najpomembnejših oblik naše zunanje politike. V teh operacijah imamo vključenih približno 430 vojakov in vojakinj, torej v vsakem trenutku je toliko ljudi na operacijah, razpršeni so pa od Zahodnega Balkana, se pravi v Bosni in Hercegovini, potem na Kosovu, do Bližnjega vzhoda, kjer so v Južnem Libanonu, pa na meji med Sirijo, Libanonom in Izraelom, do daljne Azije, kjer so v Afganistanu. Predtem je ministrica še poudarila, da je dan 25.11. dan mednarodnega boja proti nasilju nad ženskami, zato torej je posvetila trenutek tudi predstavitvi te tematike. Sovpadala je z tematiko vojske kot predstavnice mirovnih sil po svetu. Ministrica je predstavila, kako naši vojaki delujejo in na katerih območjih. Zvedeli smo, da se jih trenutno največ nahaja na Kosovu. Poklic vojaka je zanimiv, poln
lahko rečemo, izzivov povezanih z različnimi tehnologijami in z zelo naprednimi tehnikami, omogoča pa tudi spoznanje o globalnosti sveta. Jaz mislim, da ga ni poklica v naši družbi, kjer bi pripadniki imeli toliko možnosti, oziroma delavci imeli toliko priložnosti, da lahko obiščajo različne konce sveta in to take, kamor kot turist nikoli ne greš. Kajti na območje, kjer so nekoč potekale vojne in kjer se ureja postkonfliktno stanje, ljudje ne hodimo turistično. Lepo in dobro pa je videti, kako še dan danes po svetu trpijo ljudje in če si vojak, imaš priložnost, da vidiš, kako živijo drugod, potem znaš bolj ceniti to, kar imamo mi doma. In če si želiš pomagati drugim, potem to lahko kot vojak tudi pokažeš. Naši vojaki danes niso vojaki nasilja, ampak so vojaki miru, stabilnosti, pomoči in sodelovanja s prebivalstvom. Po predavanju je nažalost zmanjkalo časa za raznovrstna vprašanja, ki so se porajala dijakom, a nam je ministrica vseeno zaupala prve vtise o naši gimnaziji. Jaz sem zadovoljna, da je vaša šola, vaša gimnazija ena tistih šol v Sloveniji, ki zelo skrbi za domoljubje in vsem vam, dijakom te šole, bi položila na srce, da ohranite to trdnost, ta temelj v naši zgodovini, ki vas povezuje z generalom Rudolfom Maistrom. Ohranite to pozitivno naravnanost do dejstva, da je ta človek bil v bistvu utemeljitelj naših oboroženih sil in da se tudi pripadniki Slovenske vojske še danes v svojem delovanju spominjajo vedno generala Maistra. Zavedajte se, da imate v vašem parku ob železnici enega najlepših spomenikov generalu Maistru v Sloveniji in prav bi bilo, da se ta duh domoljubja, ki ga imate na vaši šoli, prenese tudi v druge srednje šole po Sloveniji. Vesela pa sem, da ste tu Ljutomerčani oziroma mladi, ki hodite na gimnazijo v Ljutomeru, tudi med najbolj znanimi, najbolj uspešnimi debaterji v Sloveniji. Jaz vam želim, da bi pri vašem delu bili in teh tekmovanjih bili kar se da uspešni. Ampak uspešni bodite v svojih argumentih in za temi argumenti naj bo znanje. Zato naj bo ta šola, ki je slovela po znanju tudi v zgodovini, vzpodbuda vsem tistim, ki bojo prišli za vami na to gimnazijo, da bojo razumeli, da je to šola znanja, domoljubja in sposobnosti mladih ljudi. Desetega novembra smo v okviru projekta Znanost ima mlade gostili dr. Ivana Rihtariča. Znanost ima mlade je nov projekt na naši šoli, s katerim želimo širši javnosti približati znanstveno delo nekdanjih dijakov Gimnazije Frana Miklošiča Ljutomer, ki so postali doktorji znanosti. Tokrat je bil naš gost dr. Ivan Rihtarič, ki je diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi magistriral. Doktoriral je iz zgodovine na Univerzi v Celovcu. Že maturitetno nalogo sem tu naredil iz enega področja zgodovine družboslovja, ravno rekli majstrovi borci, potem študij zgodovine, potem magisterij iz ene ljutomerske zgodovine o jeziku, ki se je uporabljal na okrajnem sodišču v Ljutomeru pred Prvo svetovno vojno, potem zopet preomenjeni doktorat iz tega obdobja, še prej diplomska naloga. Moram še povedati to, da me je moj omenjeni profesor, zdaj že pol leta pokojni doktor Melik, navduševal, da bi me poslal štipendijo na Madžarsko, da bi se učil madžarščine, ker pač ni imel nobenega zgodovinarja z tega področja. Madžarsko sem se na neki drugi privatni način nekaj naučil, 200 besed, vem tako, da me na Madžarske naravno ne prodajo. Mislim, da še vedno nimam nekega občutka za neke tehnične zadeve. Tak, kot sem rekel, zgleda mi je to pač bilo dano in sem se pač za zgodovino odločil, kljub temu, da me je mikala ena zadeva, tudi
kaj z športom oziroma z fizkulturo, kot smo takrat rekli, ampak potem je pač bila odločitev za zgodovino in zemljepis, potem pa tisto, kar sem danes tudi vašim dijakom odkrito povedal, da sem čez pol leta pa prešaltil iz geografije na umetnostno zgodovino in se potem nakopal še dodatne probleme na račun tega. Med leti 1971 in 1995 je bil profesor in ravnatelj na gimnaziji Frana Miklošiča v Ljutomeru. To se pravi, tako kot sem vam povedal, lepi spomini res. V enem zborniku, ki je šel pred leti, sem napisal Moja gimnazija, tako kot tam po tem pesmi maturantov, vedno povemo vivat akademijo, vivat profesores, to se pravi v šole. Od leta 1995 je direktor Ljudske univerze v Gornji Radgoni. Bibliografija dr. Ivana Rihtariča obsega čez 200 člankov v domačem in tujem tisku. Njegovo glavno raziskovalno področje je nacionalna zgodovina 19. in 20. stoletja. Je ustanovitelj in predsednik Zgodovinskega društva Gornja Radgona, član Zgodovinskega društva za Štajersko in Društva za Koroško v Avstriji. To se pravi, leta 1994, eno leto pred vrnitvijo v Radgono, sem dal pobudo in smo se v starem mestnem jedru v Gornji Radgoni zbrali in ustanovili Zgodovinsko društvo Gornja Radgona. Predtem sem že v Ljutomeru sodeloval pri ustanovitvi tega društva, ki še tudi deluje. Predtem pa smo ustanovili Zgodovinsko društvo za Pomurje. Radgona kot taka ima izredno bogato zgodovino in smo pravzaprav zelo hitro začeli tudi z res aktivnostmi. Od leta 1994 izhaja zgodovinsko glasilo, glasilo društva, ki gre potem po vseh knjižnicah tudi v tujino, v Avstrijo, Italijo, na Koroško, z vsemi tistimi preditvami doma in v tujini in tako dalje. In pa, ko sem končal študij v Avstriji, sem bil potem povabljen v sodelovanje k tema dvema društvoma za Štajersko v Gracu in pa v Celovcu, ker tudi izhajajo razne revije in ravno zdaj 7. decembra bo en moj prispevek objavljen v Karintiji, to je v glasilu Zgodovinskega društva za Koroško, seveda v nemščini, dočim v Gracu je pa društvo za Štajersko, tam pa že imam 3 prispevke v njihovem glasilu. Moram pa povedati to, da so se ta društva pri nas in pa v Avstriji zelo podobna. V starih dobrih časih pri nas in v tujini se je vsak prispevek honoriral. Danes tudi v Avstriji ni več nobenega honorarja, dobiš 2-3 izvode knjige oziroma tiste separatne otise, pa špricarče ali pa ne, pa nič več. Dr. Ivan Rihtarič je bil tako prvi gost našega projekta Znanost ima mlade, ki se bo na naši šoli odvijal vsak drugi četrtek v mesecu, vedno z novim, verjamemo, da zanimivim gostom. To je bilo za danes vse, več si pa lahko ogledate na naši spletni strani. Želim vam lep večer in ne pozabite zbirati zamaškov za Martino in Tejo. Prispevate pa lahko tudi preko SMS sporočil. Nasvidenje.